Spoštovani in spoštovani, spet je pred nami pogovor z zanimivim kulturnim umetniškim ustvarjalcem. Današnji gost je Matevž Luzar, s katerim se bomo pogovorili malce več o filmski sceni v Sloveniji, kaj se dogaja v zadnjih letih. Osvetlili bomo pa tudi malce več njegovo filmsko ustvarjanje. Matevž, pozdravljen v Kulturnem kolaču. Lep pozdrav. Pa začnimo pri slovenskem filmu v zadnjih desetletjih. Zdi se, da je slovenska filmska produkcija še vedno v nekem krču. Pa je to res tako? Mislim, da slovenska produkcija oziroma slovenski film ni več v krču, kar se tiče ustvarjalnosti. Mislim, da kar se tiče vsebine in samih filmov v ustvarjalnem smislu so zelo zanimivi filmi. Medtem pa, kar se pa tiče seveda samih finančnih sredstev, tle pa drži. Film je v krču zaradi tega, ker se mu ne doda krila, da bi lahko poletel tako, kot bi lahko. Ti si predsednik Društva slovenskih filmskih režiserjev in po novem tudi režiserk. Organizacija, ki je presegla mejo recimo moškega monopola in je vključenih kar precej filmskih ustvarjalk. Ampak v filmih so pa še vedno bolj kot ne podpisani kot režiserji moški ustvarjalci. Zakaj je žensk manj? Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje in v bistvu s tem, ker se je tudi naše društvo preimenovalo, je s tem dalo jasen signal ne samo v filmski stroki, ampak tudi celotni kulturni sferi, da je potrebno razmišljati v bistvu o raznolikih filmih, v raznolikih ustvarjalcih in ustvarjalkah. In mislim, da se v zadnjih letih to spreminja, tudi nova generacija, tudi ustvarjalke, ki prihajajo, v bistvu so dosti bolj številne in kar pomeni, da bo to samo obogatilo slovenski film. Seveda je pa nepojemljivo, da do pred kratkim v bistvu ni bilo toliko ustvarjalk oziroma režiser, ki bi delali svoje filme. Mislim, da je to velik manko za slovenski film, no vsezadnje tudi za svetovni film, ker tudi na nekak svetovni ravni se je ta problem začelo osvetljevati šele pred kratkim. Slovenska filmska produkcija je žanrsko raznolika. Imamo ogromno odličnih filmov, od igranih do dokumentarnih, ampak vse skozi pa je v ozadju omejen proračun. Zakaj? To je predvsem stvar politične volje. V bistvu gre za odločitev slovenske države, kako bi spodbudila naše audiovizualno področje. Pred 3 leti so naši kolegi producenti naredili analizo celotnega področja v finančnem smislu in rezultati, ki so se pojavili, so nas vse presenetili, kjer je v bistvu neodvisna revizijska hiša ugotovila, da slovensko AV področje ustvari 200 milijonov prihodkov in od teh 200 milijonov se odvede 44 milijonov davka. To se pravi, gre za pomembno tudi gospodarsko panogo v Republiki Sloveniji in potrebno bi bilo dodatno v bistvu financirati in podpreti, da se lahko še bolj razvija, kot se je razvijala do zdaj. Slovenski filmski sklad je nekako krovna organizacija slovenskega filma. Prijavitelji dobijo sofinanciranih, mislim, da kolikor si prej v najnem pogovoru omenil, nekje 50%, mogoče malce več sredstev za produkcijo svojega filma. Ostali denar morajo producenti dobiti drugje. Pojavlja se pa še en problem, to so pa koprodukcije. Koprodukcije, naprimer z RTV-em ali pa s katerokoli drugo medijsko hišo, so lahko zanimive, po drugi strani pa omejujejo avtorja, pač zaradi samih teh načel koprodukcije oziroma ovir, ki so pač pogodbeno drugače postavljene, kot bi si jih sami ustvarjalci želeli. Kako preseči te omejitve? Mislim, da narava evropskega filma, ne samo slovenskega,
so koprodukcije. Mislim, da tako, kot je sistem urejen v smislu javne agencije Slovenski filmski center, je urejeno v vseh evropskih državah. In evropski film teži k temu, da se dogaja sodelovanje med državami, med inštitucijami, zaradi tega, ker to krepi evropski film. Seveda pa koprodukcije sabo prinašajo tudi omejitev, o katerih si govoril, ampak vse je odvisno, koliko je vešč producent in vse zadnje tudi ustvarjalec, režiserka ali pa režiser. Mislim, da se vse z nekim pogovorom da urediti. Je pa v bistvu dejstvo, da zaradi tega so v bistvu vsi slovenski filmi na nek način tudi prenesejo veliko tujega kapitala v Slovenijo, ki se porabi tukaj in v bistvu s tem tudi obogati v gospodarskem smislu okolje. Recimo primer, ne vem, ko pride v kakšne manjše mesto film se snemati, zdaj poznamo primer iz Pirana, ne vem, moj film se je snemal v Zagorju, to je vse en vpliva tudi na neko lokalno mikrogospodarstvo. Ampak ne glede na vse pozitivne učinke, imajo pa mladi ustvarjalci še vedno težavo priti do sredstev. Namreč Slovenski filmski sklad zahteva ob prijavi projekta, da se mora vsaj en film ustvarjalca, ki prijavi, že prej vrteti v redni kinematografski ponudbi. Omejitev, ki marsikoga odvrne od prijave. Mislim, da je to v zadnjih letih se spremenilo, predvsem zaradi tega, ker Slovenski filmski center tudi spodbuja nastajanje prvencev prvih filmov režiserk in režiserjev in je tudi namenil razpis temu, razpis, na katerega se seveda lahko prijavijo samo tisti, ki delajo prvi celočerni film. In seveda pa te omejitve so v preteklosti bile prevelike, da bi lahko v bistvu ustvarjalci prišli do svojih prvih filmov. In ravno te razpisi namenski v smislu, da gre za prve filme, potem dajo možnost. In tako na vse zadnje v zadnjih letih kar nekaj zelo uspešnih slovenskih filmov, režiserk in režiserjev nastalo. Na vse zadnje Inventura, Presica, slabšalni izraz za žensko, to so v bistvu filmski prvenci. So pa tu potem za promocijo filmski festivali. V Sloveniji je kar nekaj, ki sprejemajo kvalitetno domačo in tujo produkcijo. So pa tudi festivali, ki so namenjeni izključno samo slovenskim ustvarjalcem. Tu bi lahko za primerjavo dala 3. Festival slovenskega filma, festival neodvisnega filma in pa Dokodok. Se pravi, 3 povsem vsebinsko različni festivali, imajo pa tudi svoje skupne točke. Mogoče kaj več o tem? Mislim, vsaka država pozna, vsaka kinematografija pozna nacionalne filmske festivale. In tako, ko imamo v Sloveniji festivale, katere si omenil, so festivali v bistvu zato, da se tudi prikaže slovenski film, da se v bistvu na nek način revijalno pregleda, kaj v tistem letu ali pa v zadnjih 2 letih nastalo na našem področju. Tudi filmov, mogoče, ki jih je težje videti, le predvsem mislim recimo kratki igrani filmi, kratki dokumentarni filmi ali pa na vse zadnje eksperimentalni filmi, ki težko najdejo neko redno kinodistribucijo, so pa recimo zelo uspešni po mednarodnih festivalih po svetu. In mislim, da je taka priložnost, ker se v enem tednu pregleda celotno produkcijo, se lahko tudi oceni na nek način, v kakem stanju je recimo slovenska kinematografija ali pa katerakoli druga nacionalna, če gre za kakšne druge države. Omenil si kratke filme, eksperimentalne filme. Na festivale se sprejemajo filmi, ki so pogojeni z določeno minutažo, določeno dolžino. Če ne dosežeš oziroma presegaš to dolžino, nekako ne pašeš v ta festival oziroma tega pač žirija zavrne. Zakaj te omejitve? Te omejitve so po mojem izhajajo iz samih začetkov festivalov. Predvsem zaradi tega tudi verjetno, da se lažje programiralo festivalski program.
In včasih, recimo pred 15 leti, je še vedno bila omejitev za kratke filme, da ne sme presegati 15 minut. Medtem, ko je recimo zdaj v današnjem času ta omejitev pri večini festivalov odpadla in veljajo kratki filmi, da so vsi filmi po 30 minut ali po 40 minut, odvisno od pravilnika, ki ga ima določen festival. Mislim, da živimo v času, ko se tudi sam film in celotna audiovizualno področje izjemno spreminja in s tem se tudi rahljajo neka pravila, ki so mogoče stara 50 let in včasih tudi ne vemo, zakaj so nastala. S podobnimi izzivi si se verjetno na začetku svoje kariere spopadal tudi sam. Kako je to izgledalo? Preprosto nisem o tem razmišljal, ker sem snemal svoje kratke filme. Moji kratki filmi so bili vsi daljši od 15 minut, bili so okrog 20 minut in te filmi seveda potem takrat niso našli prostora pri določenih festivalih. So se pa seveda našli drugi festivali, ki so vrteli moje filme in mislim, da je tako so ti filmi prišli do gledalca tudi. Ne samo slovenskega, ampak navsezadnje tudi mednarodnega. Drage gledalke, gledalci, sledi kratek glasbeni predah, potem pa nadaljujeva z novimi temami.
Matevž pa sta prispela do tvojega osebnega ustvarjanja. Omeniva 3 tvoje celovečerne filme, ki so bili med gledalci izvrstno sprejeti, prav tako pa jih je odlično sprejela strokovna javnost. To so filmi Srečen za živeti, Dekleta ne jočejo. Srečen za umret. Pardon, Srečen za umret, ja. Dekleta ne jočejo in Orkester. Pri vseh 3 filmih si podpisan tudi kot scenarist. Je bilo zaradi tega ustvarjanje kaj lažje? Kje pa? Mislim, da kvečemo težje. Zaradi tega, ker na vse zadnje se boriš za samo zgodbo, na kak način jo povedati in kako bo ta vsebina, ta zgodba prišla do gledalca. Nekako v Sloveniji se velikokrat dogodi, da smo režiserji tudi scenaristi, ni pa več pravilo. Zelo veliko scenaristov v zadnjih letih vstopa v ta profesionalni svet in se bo tudi to spremenilo. In tudi prej, ko sem omenil film Presica slabšalni izraz za žensko, je v bistvu nastal tako, da je scenaristka razvila celoten scenarij, potem je pa producent najdel izvrstno kombinacijo, izvrstno režiserko, ki je zrežirala film. To pomeni, da znajo ženske odlično ustvarjati. Seveda. Popolnoma enako kot moški. Ja. Vsi ti 3 tvoji filmi so žanrsko različni. Glede to, da si sam scenarist, si sam zaželel ustvarjati na 3 različnih področjih. Srečen za umret je komična drama, Dekleta ne jočejo je utrgana komedija, medtem ko je pa Orkester vseeno prikaz načina življenja, spet mogoče rahlo na komičen način, ampak gre tudi posega že malce v to recimo dokumentarno sceno, ki prikazuje razvoj neke filmske godbe, napihala in pa njihove posameznike. Mislim, ko ustvarjam zgodbo, ki iščem zgodbo, katera me toliko privlači, da se nekako odločim, kaj bo moj naslednji film, sploh ne razmišljam, na kak način najprej bi jo povedal. Predvsem razmišljam o karakterjih, o zapletih, o nekem občutku, katerega želim vzpostaviti. Potem pa, ko pišem sam scenarij, seveda se pokaže mogoče za kakšen žanr gre, ampak nekako ta komičnost v mojih filmov pa seveda nekako izhaja iz neke podstati, iz tega mogoče tudi kdo jaz sem in kako gledam na življenje. In mislim, da zelo veliko je tudi v komičnih stvareh, tudi veliko tragično in tudi obratno. Kot režiser imaš proste roke pri oblikovanju svoje filmske ekipe in pa seveda pri izboru igralcev. V pisanju scenarija ali pa v prevzemu filma že vidiš, kdo bi lahko bil, preden začnete s castingom? Kar se misli samih izbora igralcev? Tako, ja. Odvisno od projekta. Včasih se zgodi, da še preden začnem pisati, ko ustvarjam recimo določen lik, že vem, kdo bi lahko to igral. Pri določenih drugih likih, vlogah pa mogoče do zadnjega ne vem in pa povabim različne igralce, da na tako imenovano branje scene, da se pogovarjamo malo o scenariju in se potem v bistvu odločam, v katero smer bi šel. Ker tudi sama zasedba igralcev je v bistvu za film izjemno pomembna in v bistvu ustvarja neko smer, v katero bo tudi film šel. In ne vem, kdo od režiserjev je že rekel, da samo zasedba vlog je že 60% same režije. Ampak zanimiva podrobnost filma Orkester pa je, da si prevzel tudi režijo nad Turščikom, kar je pa verjetno še dodaten izziv. Seveda, v bistvu ta odločitev, ki sem jo sprejel, na vsezadnje tudi v zelo nekem intenzivnem in tehtnem pogovoru z producentko Petro Vidmar, je v bistvu zelo posebna zaradi tega, ker je to orkester, naš orkester iz Zagorja. Ne samo to, da so oni v bistvu igrali te filmske like, meni kot Zagorjanu v bistvu
sem tudi vse te člane poznam že leta, nekatere tudi celo življenje. In je drugače seveda pristop to vrstnem projektu in na vse zadnje tudi režirati drugače. Glede to, da je to množica različnih likov, nekateri so bolj domači pred kamero, nekateri malo manj, ne? So se tu pojavljale kakšne težave pri samem snemanju, so bili kakšni mogoče neprimerni ali pa zabavni dogodki, ki so se dogajali? Zabavnih dogodkov na snemanju vedno veliko, seveda, ker je to tako intenzivni čas, pol velikokrat jih pozabimo. Ampak ja, mislim, ker je sam orkester in člani orkestra so ta film vzeli za svoj in v bistvu zelo se intenzivno in na vse zadnje zelo profesionalno pristopili k samem snemanju filma, in kar je v bistvu očaralo in navdušilo tudi ekipo za kamero, tudi mojih sodelavcev, ki so jih prvič spoznali. Mislim, da taka pripravljenost in taka v bistvu tak fokus redko kdaj naletiš na njega. In seveda to je potem vplivalo tudi na vse ostale. In zanimivo je bilo to, kako so v bistvu in člani orkestra in profesionalni igralci se v bistvu potem na samem snemanju v bistvu zlili v eno celoto, ta filmski orkester, da so zadihali kot eno. Je pa zanimivo, spet izstopa iz povprečja. Film Orkester je pričel svoj pohod med gledalce na letnih kinematografih, organiziranih, improviziranih, ampak gledalcev je bilo vedno več kot dovolj. Kakšni so tvoji občutki, ko prideš na predvajanje filma v tako okolje, kjer v bistvu je tudi drugačna ta klima, ker so ljudje mogoče malce drugače sproščeni, ki sedijo zunaj. Kako ti to vidiš? Mislim, jaz osebno kot gledalec v bistvu sem vedno rad gledal filme pod zvezdami. Predvsem se spomnim kakšnih kinoprojekcij, recimo, ko smo bili z družino na dopustu in smo potem gledali neke filme v letnih kinih. In mislim, da je to neko posebno vrstno druženja in bolj sproščena mogoče. In je bila to neka distribucijska odločitev producentke, ki je rekla, dajmo enkrat ponuditi slovenskem gledalcu slovenski film poleti. In predvsem tudi zaradi tega, seveda zaradi celotne koronske situacije v zadnjem letu, kjer smo mogli distribucijo filma dvakrat prestaviti. Ampak izkazalo se je za to neko pravo odločitev in lepo je gledati bilo ne polne dvorane, ampak polne trge po Sloveniji, kjer so vedno igrali lokalni pihalni orkestri ob začetku filma in potem sem užival v vprašanjih publike. Mislim, da je pa prav posebna v bistvu izkušnja mi bila prav posebna, tle bomo zmontirali. Prav posebna izkušnja mi je bila pa seveda filmska premiera v Zagorju, kjer je prišlo toliko ljudi, mislim, da blizu 1000, tudi zaradi tega, ker najtežje je pokazati svoj film pred sokrajani, pred domačini, in tle seveda tudi je bila ta specifika, da so vsi, ki so gledali film, poznali vse ljudi tudi na platnu. Pa si bil v Zagorju kaj nervozen? Seveda to je bila najtežja projekcija, predvsem zaradi tega, ker je pred domačim občinstvom. In mogoče najbolj nervozen, kakor pa mogoče pred ostalimi premierami kjerkoli druge. Film je prejel 2 prestižni nagradi, ne? Poleg tega pa je še nominiran kot slovenski kandidat za Oskarja. Seveda, glede tega še posebej čestitam. Ampak nagrade, kaj ti dejansko pomenijo? Nagrade so potrditev nekega dela, potrditev tudi to, da film pri določenem občinstvu, pri določeni žiriji funkcionira. Nagrade so v bistvu mogoče tudi ti malo olajšajo ta leta nastajanja filma. So pa tudi v bistvu ne samo
potrditev zame, ampak predvsem tudi za celotno filmsko ekipo, da smo naredili nek film, ki komunicira z občinstvom in vse zadnje tudi, da nagovarja neko drugo kulturno okolje, kot je recimo bilo to na pekinškem filmskem festivalu. Ti kot ustvarjalec, pa si recimo temu zaplaval tudi v vode serijskih nadaljevank. Začel si z svojo serijo Mam in Dan, sam preboj se je pa začel z serijama Jezero in dolina rož. Vedno si se pa pojavil tudi kot scenarist oziroma soscenarist. Kaj pomeni serija v Sloveniji? Serije v bistvu v Sloveniji imajo bogato tradicijo, zdaj če gledamo v bistvu od samih začetkov televizije, vedno vsi se spomnimo naše krajevne skupnosti, vsi se spomnimo legendarne serije Mali oglasi na RTV Slovenija. In v bistvu ta polje serij se v zadnjih 15 letih tako na svetovnem merilu kot v regiji izjemno razvil. Zelo veliko se dela tudi dramskih serij, serij kriminalnih na vse zadnje tudi. In je neko polje ustvarjanja, ki je izjemno zanimivo, tudi seveda te serije potem tudi lažje potujejo in na vse zadnje tudi iz tedna v teden, ko se odvrtijo na televiziji, nagovarjajo gledalce, kar je v bistvu izjemno. Golobove ekranizacije so dosegle neverjeten uspeh. Ampak pri delu z imenom Jezero si režijski stol delil s Klemnom Dvornikom. Verjetno še malce bolj zahtevno delo, ker morata dva režiserja v bistvu držati kontinuiteto enega scenarija. Ja, definitivno je bila to posebna izkušnja. Mislim, da je tudi zelo veliko ljudi podvomilo, kako bo to izgledalo, predvsem zaradi tega, ker oba dva kot režiserja svojih filmov imajo različne poetike. Tle pa je v bistvu so se zelo hitro dogovorila, v katero smer gremo, kaj je cilj, kako v bistvu režirati ne samo igralce, ampak predvsem tudi sliko in sva zelo hitro najdla skupen jezik in potem se je ta v bistvu nekako sva se zlila v kreativnem smislu, da je potem serija bila kot eno v bistvu in da se ni opazili te razlike. Je pa zanimiva primerjava serij, ki jih producirajo komercialne televizije in pa serij, ki so pa nastanejo v produkciji RTV-ja. Kakšna je bistvena razlika med produkcijo, se pravi RTV-ovsko produkcijo in pa produkcijo komercialnih televizij? Mislim, da kar se tiče produkcije, ni velike razlike, ampak gre pa predvsem za neke v bistvu uredniške ali pa mogoče strateške odločitve, kakšne serije bo določena televizija producirala. In tako, ker je bila odločitev nacionalne televizije, da po dolgih letih naredi v bistvu dramsko serijo, kriminalno serijo, se v bistvu tudi komercialne televizije odločajo za to, da bodo vstopile v to polje. In mislim, da nas čaka v bistvu zelo zanimiva prihodnost, kjer ne bo recimo samo nacionalna televizija delala tovrstnih serij, ampak seveda tudi komercialne televizije, kot je recimo Pop TV. Ker se ravno zaradi tega, ker se v celotni regiji serije izjemno razvijajo in iz leta v leto so te serije boljše. In na podlagi tega je recimo tudi Sarajevski filmski festival uvedel nagrado za najboljše serije, najboljše igralce v serijah in najboljše avtorje serij, ker v bistvu želi, da se ta področje še dodatno okrepi. In mislim, da je talenta dovolj. Imamo zelo veliko scenaristov, režiserjev, ki so sposobni to delati in nas čaka razburljiva prihodnost. Pa da še malce Golobove ekranizacije, ta razbirsa, lik,
ki je zelo, zelo kompleksen, zelo zahteven. Igralec Cavazza je zelo kompleksna oseba. Kako je delati s takšnim igralcem? Pred samim snemanjem Jezera, v bistvu same priprave na serijo Jezero, se s Sebastianom nisva nikoli sodelovala. Poznala sva se samo preko njegovega očeta Borisa, s katerim sem v preteklosti več sodeloval. In nekako v tem pripravah in potem v snemanju sva zelo hitro najdla skupni jezik in bi lahko rekel, da tekom serije Jezero in seveda zdaj nadaljevanje Leninov park in Dolina rož sva postala prijatelja in je to zelo dragoceno. Je pa izjemen igralec in mislim, da je tudi izjemno vlogo naredil. Je pa to ena tistih vlog, recimo, ki sem je prej spraševal, če sem vedel o pisanju, kdo bi lahko to igral. V primeru Tarasa Birsa, vsi scenaristi smo razmišljali, kdo bi lahko bil Taras Birsa. In smo potem v sami predprodukciji iskali smer, v katero si želimo zapeljati ta lik. In mislim, da je bila izbira Sebastiana prava izbira. Kaj pa virus bo prišel na platno? Na to vprašanje trenutno še ne morem odgovoriti, ker nimam te informacije. Nekako želja ustvarjalne ekipe, da se seveda te zgodbe nadaljujejo. Tudi želja Tadeja Goloba je, da se nadaljuje to v novo sezono serije. Bomo pa videli, kaj bo čas prinesel. To je vedno povezano seveda tudi malce s strategijo, s financami in uredniško odločitvijo in navsezadnje tudi programsko odločitvijo televizije. Pa še malce o tebi. Ti si v svoji naravi zavezan filmu, živiš s filmom, živiš za film in skrbiš tudi za to, da se filmska scena v Sloveniji na kakršnem koli področju razvija. Ne glede na to, da si predsednik Društva filmskih režiserjev in režiserk, predavaš na akademiji, imaš pogovore z raznimi filmskimi ustvarjalci, vodiš delavnice. Kaj ti to dejansko pomeni? Te izčrpava, ti daje navdih? Če bi me izčrpavalo, tega ne bi počel. Predvsem mi daje navdih, pa v bistvu daje mi nek stik z različnimi svetovi, ki jih drugi ustvarjajo. In navsezadnje me to tudi navdihuje in izziva pri mojem ustvarjanju. V bistvu gledam na to, da se tudi v teh ali delavnicah ali poučevanju v bistvu tudi sam kot režiser in scenarist v bistvu zelo veliko naučim. In mislim, da je to en del, ki sem ga pred parimi leti, del sebe, ki sem ga pred parimi leti odkril, za katerega si nisem predstavljal, da bom to počel. Ampak je zanimiv izziv. Počasi se približujeva zaključku oddaje. Kakšne so tvoje želje o prihodnosti slovenskega filma? Mislim, moje želje so zelo enostavne. Enostavno je to, da si želim, da bi politika končno v bistvu prepoznala potencial slovenskega filma. Želim si, da bi bil dovolj financiran, predvsem zaradi tega, da bi lahko raznolike ustvarjalke in ustvarjalci, ki jih imamo v Sloveniji, delali filme, pripovedovali svoje zgodbe in da potem te zgodbe pridejo do slovenskega gledalca in navsezadnje tudi do festivalov in občinstva v tujini. V bistvu je to neka želja, ne samo kot predsednika društva, ampak tudi moja želja kot gledalca slovenskih filmov. Nam mogoče zaupaš, kateri bo tvoj naslednji projekt? To je vprašanje, ki ga v zadnjem mesecu zelo velikokrat dobim. Ne morem še odgovoriti, pa ne zaradi tega, ker ne bi smel, ampak predvsem zaradi tega, ker sem na nekem razpotju, kjer se odločam med različnimi idejami, ki jih imam, jih raziskujem in raziskujem potencial, ki ga imajo in tudi navsezadnje, ali so dovolj zanimive, izzivalne, da bi me kot režiserja ali pa scenarista privlačile. Mislim, da bo v rokah
pol leta ali pa enega leta bom znal odgovoriti na to vprašanje, ampak trenutno je ta obdobje, ki je zelo prijetno obdobje odločevanja, raziskovanja in bomo videli, kaj bo čas prinesel. Matevž, hvala lepa, ker si gostoval v oddaji Kulturni kolač. Najlepša hvala za povabilo. Dragi gledalke in gledalci, upam, da ste dobili kakšno zanimivo informacijo, podrobnosti za kulisje filmske industrije. V naslednji oddaji bomo pa spet gostili zanimivo gostjo. Hvala lepa.